Današnji evangelij in z njim Janez Krstnik nas spodbujata danes k spreobrnenju. Kaj pomeni spreobrnenje za nas kristjane? Spreobrnenje pomeni, da svoj pogled obrnemo k Kristusu. In kaj nam želi Kristusov obraz razodeti za nas same, za današnji čas, za družbo in cerkev, v kateri živimo? Vedno bolj sem prepričan skupaj s papežem Frančiškom, da nam želi Kristusov obraz sporočiti, da danes zopet obudimo veselje. Temeljna poklicanost kristjanov v današnjem času je, da odkrijemo Kristusa, ki je vir veselja in upanja za vsakega človeka. Na 1. november, prazniku vseh svetih, sem na pokopališču srečal dobrega prijatelja, ki mi je dejal, da je prejšnjo nedeljo duhovnik v pridigi dejal, da smo kristjani poklicani, da okrepimo veselje. Strinjam se z duhovnikom, je dejal, vendar zakaj nam duhovniki nikoli ne povedo nič konkretnega, kako naj do tega veselja pridemo? Tam na pokopališču mu nisem mogel na dolgo in široko razlagati, sam pri sebi pa sem dejal, saj res. Temu prijatelju želim povedati, kako priti k Jezusu, ki nam konkretno podarja veselje. Dragi prijatelj, hočem ti konkretno povedati, kako v svojem življenju odkriti več veselja. Prvič, predlagam ti, da v svojem življenju gojiš čim več hvaležnosti. Dela med mladimi. Nekateri mladi se znajo zahvaljevati za vsako malenkost. Za druge pa imamo občutek, kakor da se jim zdi, da vse, kar dobijo, prejmejo, so obdarjeni, vse to jim je samo umevno. Med tistimi, ki se zahvaljujejo, vidim pogosto več veselja. Zakaj? Zato, ker življenje doživljajo kot dar. Pomembno je za nas vse, da se znamo zahvaljevati za kosilo, lepo besedo, za prijaznost, ki smo jo deležni. Vse to mora v naše življenje prinašati hvaležnost in odbijati od nas tisto samoumevnost, ki dela naše življenje kot rutino. Smo tudi Božji otroci. Od Boga prihaja vse dobro, vse lepo. Prepričan sem, da bi se morali Bogu za vse to, kar dobivamo, vsak dan, vsak večer, vsaj 10 minut zahvaljevati za vse lepo in dobro, ki smo ga v današnjem dnevu prejeli. Pa tudi za manj prijetne stvari in izkušnje se moramo znati Bogu zahvaljevati, kajti ravno preko njih duhovno in osebno najbolj zorimo. Drugič, kar ti predlagam, je, da veselje deliš naprej. Ni dovolj, da veselje samo prejemaš. Veseliti se je potrebno z drugimi. Jezus se je pogosto razveselil, če dobro bereš evangelij. Ampak vedno se je razveselil zaradi drugih, nikoli zaradi sebe. Razveselil se je, ker se majhnim in ubogim oznanja Božje kraljestvo. Veselil se je zaradi tega, ker je naredil čudež in s tem drugemu omogočil lepše življenje. Ko delimo veselje, se veselje čudežno množi, tudi za nas osebno. Kadar boš veselje delil, bo z njim tudi nagrajen. To je Božja skrivnost. In še tretja stvar. Veselje vedno prihaja iz čistega srca. Bog nam čisti srce najbolj prisveti spovedi. Spovednica mora zopet postati kraj veselja in pa kraj obnovljenega človekovega dostojanstva. Sveti Janez Bosko je večkrat dejal, veselih ljudi se še hudič boji. Kdor ima čisto srce, ne more biti žalosten, ne more biti zagranjen. Veselje vedno najdemo v ljudeh, ki so čistega srca. Dragi prijatelj, prepričan sem, če boš v tem adventnem času hodil po teh korakih, k katerim sem te danes povabil, k hvaležnosti, k deljenju veselja in pa k veselju, ki izhaja iz čistega srca,
sem prepričan, da bo zopet srečal Kristusa, ki ti želi razodeti svoje veselo obličje. Kljub vsem težavam, problemom, ki jih imaš v osebnem življenju, kljub vsem težavam, ki jih danes srečujemo v družbi in cerkvi, se nam Bog želi razodeti kot Bog veselja. Prav zaradi tega sem prepričan, da imajo evangeliji naslov Vesela novica. Pa blagoslovljen adventni čas in vse dobro, dragi prijatelji.